V Združeni levici nikakor ne bomo podprli SDS-ovih priporočil glede delovanja javne radiotelevizije Slovenije. Po eni strani zaradi tega, kaj in na kakšen način SDS priporoča, po drugi strani pa zato, ker gre zgolj za novo epizodo v napadih in obračunavanjih z novinarji in uredniki oziroma nasploh z vsakim medijem, ki poroča za odtenek kritično do SDS-a oziroma do njihovega večno nedolžnega, ljubljenega vodje Janeza Janše. Naj vas spomnim na diskreditacije o pankarskem žurnalizmu, o odsluženih prostitutkah, o potencialnih teroristih, kakor tudi na pozivanje k neplačevanju naročnine in RTV prispevka. Vendar se s temi priporočili odpirajo druga pomembna vprašanja. Prvo, ki se nam odpira, je vprašanje novinarstva danes. Žal je celotna sfera novinarstva v zadnjem desetletju doživela mnogo udarcev in težko zbere sploh kakršnekoli moči za odzive. Izgubljene je bilo mnogo profesionalne avtonomije, izgubljene je bilo mnogo solidarnosti. Imamo množico prekarnih novinarjev, ki nimajo zagotovljenih niti osnovnih delavskih pravic, prisiljeni pa so vse bolj intenzivno delo, kar vodi v copy-paste novinarstvo, posledično pa v to, da v medijih beremo PR-ovska sporočila, ki jih ustvarjajo politični in ekonomski centri moči. Zagotovo pa je vpliv kapitala in politike neposreden. Eden najbolj zloglasnih primerov politične trgovine je vsekakor tisti s časopisom Delo in pivovarne Laško, ki jo je izpeljala prav vlada Janeza Janše. Namesto da bi politika zagotavljala vse večjo avtonomijo javnim medijem, tudi v finančnem smislu, da bi vzpostavljala pogoje, ki bi zmanjševali tržne pritiske, da bi dejansko medije pretvarjala v servise javnosti, bi si radi podredili novinarstvo, kakor ga je še ostalo, javno RTV pa še dodatno oslabiti in zmanjšati ugled. SDS je v tem res najbolj ekstremna, daleč od tega pa, da bi bila edina. Delovanje RTV Slovenija ne smemo nekritično braniti. Treba je jasno in glasno povedati, tako imenovani Grimsov zakon o RTV je na stežaj odprl vrata za politikanstvo na javni RTV. RTV je postala poligon za politično vmešavanje, celo politično mrcvarjenje. Kar seveda ne pomeni, da pritiskov pred tem ni bilo in tudi ne pomeni, da tudi brez tega RTV ne bi imela obilo lastnih problemov. Ne moramo namreč kar spregledati nekritičnega novinarskega povzemanja neoliberalnih institucij in njihovih smernic. Ne moramo pri zdravi pameti mirno opazovati povsem nekritičnega poročanja o aktivnostih skrajne desnice, njenemu rasizmu in ksenofobiji. Po drugi strani pa smo opazili, da na shodu proti tajnim sporazumom CETA in TTIP v središču Ljubljane javna RTV sploh ni poročala, čeprav so njihove kamere na dogodku bile. To seveda pomeni, da se je prispevek nekje ustavil, kljub temu, da je šlo za zelo aktualne dogodke. Lahko pa spremljamo zgodovinski revizionizem, potvarjanje zgodovinskih dejstev in blatenje narodno-osvobodilnega boja, ki so dobili kar domovinsko pravico v oddaji Pričevalci in še kakšni pred njo. Zakon o RTV Slovenija ne potrebuje zgolj temeljite reforme, ampak celo malo revolucijo. Če se za konec ustavimo bolj natančno pri samih priporočilih, precej nesmiselno je, da Državni zbor kot zakonodajno telo poziva vlado, se pravi izvršni del oblasti, na javni servis, ki bi moral biti avtonomen, pozove naj ta spoštuje zakon, ki je seveda predpis, ki zahteva dosledno upoštevanje. Še bolj nesmiselno je, da SDS želi neodvisen nacionalni medijski svet, ki naj ga nadzira Evropska komisija. Ne le, da je to samo po sebi protislovno, še huje je, če upoštevamo to, kakšne politike nam vsiljujejo iz Bruslja in koliko škode, posredno tudi na medijih kot sredstvih obveščanja, so ti ukrepi povzročili ljudem v Sloveniji. Priporočila so po eni strani smešna, po drugi pa nevarna in škodljiva, zato je popolnoma jasno, da podpore Združene levice nimajo.